here speak Slovene? Ja, jaz govorim slovensko. No, vidva sem prišla vprašati, zakaj so sploh ti otroci tukaj, pa kakšni so indijski običaji? Ja, indijske otroke smo pripeljali, da spoznajo našo državo, našo kulturo, da se družijo pri nas z vrstniki, da jim pokažemo lepote naše države. To je v bistvu šolski izlet. Ja, kaj pa je kaj isto s financami, si lahko privoščijo? Ker jaz velikokrat v filmih vidim, da so Indijci zelo revni. Ja, Indija je taka zelo hecna država. Namreč res je, da so tudi zelo revni, ampak po drugi strani je pa res, da so tudi zelo bogati. Naša šola je mednarodna šola, precej draga, tako da so to otroci premožnejših staršev in ni bilo problema plačati ta izlet. A lahko poveste vaša imena? नमस्ते ना पेरू साई कृष्णा नमस्ते, मेरा नाम उत्कर्ष है। नमस्ते ना पेर किरण नमस्ते, मेरा नाम वेद है। नमस्ते ना पेर रंगा नमस्कारम, ना पेरू देवराज। नमस्ते, नन हेसरू कीर्ति। नमस्ते मेरा नाम ईशान है नमस्ते, मेरा नाम सायरा है। नमस्ते, ना पेरू त्रिशा। My name is Maja. My name is Jaka। Kaj pa pomeni pozdrav namaste? Namaste je pozdrav, ki se uporablja v Indiji. Tako kot od jutra do večera, kadarkoli je namaste. Koliko jezikov pa je v Indiji? V Indiji je ogromno jezikov, 17 uradnih, tako da tudi zdaj, ko so se predstavili, se niso vsi v istem jeziku. Smo slišali teluščino, hindi in maljalam. Kateri je pa uraden? Vsi so uradni, vseh 17, ampak najbolj pogosta sta pa hindi pa angleščina. Kakšna pa so taka zanimiva oblačila? Ja, a so to tradicionalna? Ja, to so tradicionalna indijska oblačila. To je oblačilo, ki se reče kurta. Če greš na kakšno poroko ali pa praznovanje rojstnega dne, se takole lušteno štimajo. Potem imamo punčko, to je čuridar. V bistvu gre za tuniko, čuni pa hlače. To je pa za vsak dan. Tukaj imamo pa kirti, ki pa je opremljena v tradicionalno plesno oblačilo za ples Bharatnatyam. A slučajno obstaja kakšen poseben način, kako se ženska obleče? Ja, tele, ki smo jih videli, so čisto enostavne, a ne? Tako kot pri nas se oblečemo. Imamo pa eno oblačilo, ki se mu reče sari, ki pa gre za 6 metrov blaga, ki ga pa je treba oviti okoli sebe na poseben način, to je pa že skoraj umetnost, pa ne zna vsak. Ja, še je. Da štuk blaga. A takole? Ja, ne vem, is this good, guys? No! No, pa začnimo tako, kot je treba, po vrsti. In bova en krog naredile. Leave the saris. Ta drugi krog. Smo čisto zmačkali ta sari, ampak dobro. Gremo pa spet naokoli, ampak ti mi tlele primi vso tole blago. Ja, zdaj bo šlo tole takole. Okoli. How am I doing, guys? Better than before? How is it, kids? Good job. No, zdaj smo prišli pa v ta prostor, kjer nam bo Kirti lahko pokazala ples Bharatnatyam. Zelo geometričen ples in deklice rabijo trenirati dolgo časa, da sploh pridejo do tega nivoja. Kirti se uči že 4 leta. 1 leto se naučijo samo osnovne korake. V bistvu gre za interpretacijo zgodb. Te zgodbe so pa vse o indijskih bogovih. Zakaj pa imajo te pike na čelu? Pika pa v bistvu pomeni, ni važno kakšne barve, kakšne oblike, lahko je nalepka, lahko je prah, lahko je črnilo. Pomeni, da je tista ženska, ki to nosi, hindujske vere. Bharatnatyam ples izhaja iz juga Indije, iz države Tamil Nadu. Kot sta videla, je ful geometričen, ne može biti zelo natančen, ne moreš si kar nekaj izmisliti.